Furs s poostrenim nadzorom nad zaslužkarje, žgečljivimi, plačljivimi, večinoma pornografskimi fotografijami in videoposnetki na platformi za odrasle OnlyFans. Slovenski rekorder je zaslužil milijon evrov, zato Furs poziva vse, ki tam objavljajo, naj prijavijo dohodke preteklih let. Kako bo potekal nadzor, koliko Slovencev po podatkih finančne uprave služi na platformi OnlyFans in kako visoke kazni grozijo tistim, ki služijo na črno? O tem z generalnim direktorjem finančne uprave Petrom Grumom. Dober večer. Dober večer. Povejte nam, zakaj ste se odločili za poostritev nadzora vseh, ki služijo na platformi OnlyFans? To je samo ena izmed platform, ki jih bomo nadzirali. Dejstvo je, da smo v letošnjem letu prejeli podatke iz vseh članic Evropske unije, torej podatke o dohodkih naših rezidentov, ki jih služijo prek spletnih platform. Te podatke bomo seveda na naši strani primerjali s tistimi, ki so jih ti zavezanci dejansko tudi prijavili. V nekaterih primerih sploh nimajo registriranih dejavnostih in bomo šli pač potem v nadzore, kjer bomo ugotavljali bodisi prekrške, bodisi premajhne davčne osnove, različne take stvari. Imate morda že podatek, skupno so v zadnjih letih ne bi ustvarili več kot 10 milijonov prihodkov, rekorder sam ne več kot 1 milijon. Za koliko so oškodovali državo, ker dejavnosti recimo niso prijavili? Koliko je ta dejavnost sploh obdavčena? Odvisno v kakšni obliki se upravlja, tako da neko oceno je v tem trenutku nemogoče dati. Odvisno je od tega, ali je zadeva, ali ima zavezanec registrirano samostojnega podjetnika, ali ima registrirano družbo, naprimer DOO, ali ugotavlja dohodke in prihodke na način normiranosti. Vse to vpliva na to, kakšna bo na koncu tudi stopnja, pa naprimer razne olajšave in tako naprej. Tako da, če rečem milijon evrov, verjetno ne bomo prav veliko zgrešili. Kaj pa mora zdaj storiti vsi tisti, ki objavljajo in služijo s tem ponavadi eksplicitnimi vsebinami? Torej, mi smo danes pozvali zavezance, da do 31.12. prijavijo, torej registrirajo dejavnosti in prijavijo te dohodke. Torej, dejavnosti registrirajo za nazaj pri nas, oziroma če bo dejavnost opravljala še naprej na IPES-u, in seveda odda za nazaj vse obračune za vsa obdobja, ko je dosegal dohodke na tej ali kakšni drugi platformi. Če tega ne bodo storili, kakšne kazni jim grozijo? Torej, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predvideva tukaj kazni v višini od 1000 do 26 000 evrov. Seveda pa ob tem lahko v prekrškovnem postopku finančna uprava tudi odzame protipravno pridobljeno premoženjsko korist, kar v praksi pomeni celoten dohodek pridobljen s tovrstno dejavnostjo. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala vam.